Festival pod naslovom Sprehodi pod morjem se je prvič izvajal pred 5 leti kot majhen del uspešnega mednarodnega simpozija Potapljanje AST in je z leti postal eden izmed najzanimivejših kulturnih dogodkov, povezanih s tistim delom našega planeta, ki ga prekriva voda. Tokratni sprehodi pod morjem, 6. po vrsti, so se odvijali zadnje dneve v januarju 2014. Vse skupaj se je pričelo v četrtek 30. januarja s filmskimi projekcijami za šole in se je nadaljevalo v petek 31. januarja ob 18. uri z otvoritvijo razstave podvodne fotografije mednarodno priznanih podvodnih fotografov, otroško risbo in koncertom skupine Jure Tori Trio, eden izmed velikih imen akordeona, ki obiskovalce razstave ni pustil ravnodušne. Te dni v Slovenskih Konjicah gostimo že 6. mednarodni festival podvodnega filma in fotografije Sprehodi pod morjem, ki je edinstven tovrstni festival na Slovenskem in zato na našem kulturnem področju še toliko bolj opazen in pomemben. Hkrati pa festival s svojo identiteto Slovenske Konjice postavlja ob bok svetovnim velemestom, kjer se tovrstni festivali prav tako izvajajo. Mojstri podvodnega filma in fotografije s svojimi deli jemljejo dih in nas popeljejo v svet, kjer je le modrina, tišina in užitek. Preden predstavimo avtorje nocojšnje razstave, ki bo na ogled vse do sredine februarja, mi dovolite, da med nami pozdravim podžupana občine Slovenska Bistrica, gospoda Stanislava Nakarja. Dober večer. Namreč občina Slovenska Bistrica je letos pokrovitelj otroških risbic, za kar se seveda najlepše zahvaljujemo. Obenem pa na ta način vzpostavljamo in povezujemo sosednje občine v mednarodni festival. In sedaj prosim Branka Ravnaka, ki je izbral in povabil k sodelovanju letošnje razstavljalce, da nam jih na kratko tudi predstavi. Prosim, Ravnaka. Jaz vas najprej vse lepo pozdravil, če v imenu plovanja Kluba Slovenske Konjice in Mednarodne zveze Adriatik in seveda CMAS-a naše krovne organizacije. Moja naloga je bila v bistvu najtežja, zbrati 4 fotografe, oziroma 3 fotografe, ki so vsak za sebe presežek. Zdaj, nažalost moram povedati, da niso vsi z nami, ker je zaradi različnih objektivnih okoliščin se zadeva malo spremenila. Ampak jutri bosta vsej 2 od njih, Michele Davino, Italijan. Jaz upam, da je že danes tu. Mr. Davino? Can you join me? Gospod Michele Davino je svetovni prvak v podvodni fotografiji kot CMAS-u za lansko leto na Kubi, ki je dosegel ta laskav naziv. Njegova razstava je za vašim hrbtom 4 fotografije na tisti strani in 10 fotografij je vse skupaj 6 na teh 2 stenah. Tu lahko vidite resnično presežke v moderni podvodni fotografiji. Torej, povabimo vas dvorano, še prej bomo odstrali tančico iz naših fotografij, ampak vendarle bi vas v tem trenutku radi povabili v dvorano, da se ne bo koncert preveč dolgo časa trajal. Razstavo lahko pogledate po končanih nocojšnjih projekcijah in seveda vse dni tja do 15. februarja. Torej, prisrčno vabljeni v našo dvorano. Slovenske Bistrice bo potegnil Arkadija Popoviča iz Zidu. Še to, ja. Ja, znamo si pravi. Drugi del in obenem zaključek festivala je potekal v soboto 1. februarja ob 18. uri, ko so v Grand Prix večeru v filmu predstavili najlepše od vsega, kar sprehodi pod morjem lahko ponudijo. Svoje mojstrovine so na razstavi podvodne fotografije predstavili naslednji avtorji. Michele Davino iz Italije, svetovni prvak v podvodni fotografiji v letu 2013 na 14. svetovnem prvenstvu na Kubi svetovne podvodne formacije. Scott Johnson iz ZDA, fotoreporter, ki se ukvarja s podvodno in reportažno fotografijo.
Njegove fotografije so objavljene v knjigah in revijah, kot so Unterwasser, Alert Diver, Sport Diver, X-Ray Magazine in še druge. Vitja Ljaguskin iz Rusije, fotograf ruske izdaje revije National Geographic, Nikonov fotograf in zmagovalec več mednarodnih fotografskih tekmovanj. Ima več kot 1000 objav v različnih uglednih svetovnih revijah in časopisih. Je dobitnik najvišje ruske nagrade v potapljanju, Podvodni svet. Arkadij Popovič iz Slovenije. Po Marjanu Richterju je druga ključna oseba v razvoju slovenske podvodne fotografije. Že leta 1962 je izdelal prvo ohišje za filmsko kamero 2x8 mm, vendar se je zaradi visoke cene filmov kmalu preusmeril v fotografijo in tako leta 1964 dokončal ohišje za prvo zrcalno refleksno fotografsko kamero pri nas. Na likovni natečaj otroških del Sprehodi pod morjem je prispelo skoraj 1000 likovnih del iz Slovenije, Hrvaške in Rusije. Jure Tori velja za enega izmed trojice velikih akordeonistov današnjega časa. Največji del svoje kariere je preživel skupino Orlek, s katero je koncertiral praktično po celem svetu, obenem pa je igral v različnih zasedbah, med katerimi je vsekakor najzanimivejša Jure Tori trio. Mednarodni trio poleg Jureta Torija sestavljata še pasovska legenda Ewald Oberleitner iz Avstrije in kubanski kitarist Ariel Kubrija. Trojica igra veliko število različnih stilov z energijo punk benda.